Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo, kaj se je dogajalo v slovenski Istri in širše. Na Mednarodni dan žensk 8. marca je v Kopru potekal protestni shod z naslovom Če me stavkamo, svet stoji, na katerem se je zbralo okoli 150 ljudi. Organiziral ga je Social-istrski bralni krožek, pričel pa se je ob 11. uri na Titovem trgu. S protestom so želeli opomniti na prvotni pomen praznika, ki obeležuje boj delavk za trdo priborjene pravice. Pravzaprav zato, ker 8. marec je večinoma tak vsebinsko prazen dan, skomercializiran, dan škontov, dan popustov v trgovinah. To, kar je v bistvu ta neka mainstream politika tudi hoče iz Kopra narediti. Danes je tudi nek dan v mestu, dan 8. marec v Kopru, kar pač nam ne koristi. Neki vsakdanji ženski pač to nič ne koristi. Tako da naš point je to, da pravzaprav 8. marec more biti pač to, kar je bil v štartu, dan borbenosti, dan ozaveščanja o enakopravnosti žensk. Danes smo tukaj zato, da opozarjamo, da naše delo, delo žensk, delo, ki ga pač ženske večinoma upravljamo, je pač ključno za delovanje družbe. Če me stavkamo, svet stoji. Te poklici, ki jih večinoma glih ženske upravljamo, čistilke, kuharice, perice, večinoma so pač to podplačane službe, plače pod minimalno plačo, kar je pač nevzdržno, nezaslišano. To potem pomeni, da pač tudi upokojenke ne morejo priti čez mesec, zato ker so imele že celo življenje pač ful nizko plačo. Tako da to ne sme biti več. Danes smo tukaj zato, da pač opozarjamo in da pač spremenimo svet na boljše. Na shodu so zahtevali boljše plače in delovne pogoje za zaposlene v feminiziranih poklicih, zagotovitev trajnega sistemskega financiranja za domove za starejše, okrepitev javnih vrtcev z nižjimi stroški in večjo dostopnostjo ter demokratizacijo in skupnostno upravljanje javnih storitev. Feministični boj pomeni prizadevanje za dejansko izboljšanje življenjskih pogojev vseh in pri tem je ključna enakopravna vključenost celotne družbe. Portorož je bilo prizorišče Zdravstvenega razvojnega foruma 2025, ki je osvetlil ključne teme, kot so kakovost in varnost zdravstvene obravnave, digitalizacija, zdravstvena pismenost in implementacija novega zakona o zagotavljanju kakovosti. Ključne ugotovitve vključujejo poudarek na dvigu kakovosti zdravstvene oskrbe skozi spremljanje in vrednotenje izidov zdravljenja ter vključevanje pacientov v procese odločanja. Pomemben je tudi razvoj digitalnih inovacij, ki izboljšujejo učinkovitost in varnost obravnave ter spodbujanje partnerstva med različnimi deležniki v zdravstvu. Kakovost v zdravstvu ne sme ostati le strateški cilj na papirju, temveč mora postati otipljiva sprememba, ki jo občuti vsak državljan, ne glede, ki bo prejel zdravstveno storitev. Mnoge naloge, opredeljene v zakonu, vključno z digitalizacijo, spremljanjem in merjenjem kakovosti zdravstvene obravnave in izidov zdravljenja, vzpostavitev kulture varnosti, izobraževanje, vrednotenje zdravstvenih tehnologij in zdravstvena pismenost imajo pri tem ključno vlogo, ali če jih znamo učinkovito peljati v prakso. Pomembno je tudi povezovanje zdravstvenega in socialnega sistema ter ustvarjanje varnostne kulture, ki presega zgolj teorijo. Pot do tega vodijo do sodelovanja, inovacije in iskanje skupnih rešitev, ki bodo kakovost postavile v ospredje, ne le kot sistemsko usmeritev, temveč kot konkreten napredek za vse v zdravstvenem sistemu. Tuji strokovnjaki, ko so se srečali z našimi, recimo danes so rekli, vi ste lahko najbolj srečni narod na svetu. Vi imate najbolj varno zdravstvo na svetu. Seveda so se delali norca, ker so poznali naše podatke. Te podatke, to so vladni podatki v temeljitvi zakona in v izhodišču. To so podatki, ki je smo, ampak seveda na te podatke nihče ne more poslišati, da so res. Pa pravim, da so točne, ker enostavno
smo imeli 20-25 let neko politiko neporočanja in nesporočanja. Je pa primerjalna ocena OECD-ja, jaz sem že večkrat citiral, kje smo mi med najslabšimi. Mi smo med najslabšimi, tam nekaj kaže, skenična možganska, rak, samomorni, amputaciji, zgodnika način. Zaključki foruma poudarjajo, da je za izboljšanje zdravstva nujno usklajeno sodelovanje vseh deležnikov. Digitalizacija ponuja številne priložnosti, vendar mora biti skladna z etičnimi in varnostnimi smernicami. Ključ do uspeha je dolgoročno usmerjeno vlaganje v zdravstvo, razvoj kompetenc zdravstvenih delavcev in učinkovito upravljanje sredstev, kar bo omogočilo boljše rezultate in večje zaupanje med pacienti in izvajalci. Leto 2025 je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za mednarodno leto zadrug, ki je po vsem svetu zaznamovano sloganom Zadruge gradijo boljši svet. Prispevajo k ekonomski, energetski, prehranski in socialni varnosti ter ohranjajo vitalnost podeželja. Zato je namen mednarodnega leta tudi apel odločevalcem za ustvarjanje spodbudnega okolja za njihovo delovanje. Pomen zadrug so jasno izpostavili tudi na letnem kongresu Zadružne zveze Slovenije, ki se je ta teden odvijal v Portorožu. Letošnji 52. kongres prihodnosti podeželja je nosil geslo Dežela potrebuje podeželje, s katerim si udeleženci želijo predvsem, da bi ta v slovenski politiki postal stalnica. Zadruge smo poseljeno, vitalno obdelano podeželje, zadruge smo podporni steber slovenskih družinskih kmetij in zadruge smo slovenska hrana. Zadruge so orodje, ki lokalnim proizvajalcem tržnih dobrin omogočajo, da se s skupnim nastopom na trgu lažje soočajo z izzivi, ki jih prinese koncentracija kapitala, ekonomija obsega in globalizacija trgovine. Po besedah Združenih narodov imajo pomembno vlogo pri pospeševanju doseganja ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030. Kongresa se je udeležila tudi Mateja Čalušić, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, ki je ob tem predstavila osnovne cilje nove zakonodaje, ki bo naklonjena kmetom in zadrugam. Skozi zakon o hrani bi v Sloveniji omogočili boljši nadzor nad goljufivimi praksami v prehranskem sistemu in predvsem si želimo dati pomen lokalni hrani. Kako skrajšati verige preskrbe s hrano, za kar menimo, da ste tu zadruge nepogrešljiv člen. Naslednji temelj in osnovni gradnik kmetijstva je ohranjanje kmetijskih zemljišč in podpora prilagajanju na podnebne spremembe. Predvsem zadruge veste, kako težko je ohranjati kmetijska zemljišča in morda samo tista številka, ki jo večkrat poudarjam, zato da ne bodo samoumevne, da vsako leto izgubimo več kot 1000 hektarjev površin za različne namene razvoja same države. Ravno zato se je pripravil zakon skupno pobudo, tako zadružne zveze, tako zbornice, tako sindikata kmetov, na kakšen način bi lahko trajno zavarovali kmetijska zemljišča. Osnova je, kako zaščititi najprej državna kmetijska zemljišča. Menim, da mora država še veliko storiti, najprej pospraviti pri sebi doma, zato da kasneje lahko pomagamo skupnostim, kako lahko to še bolje in tvorneje storimo. Predvsem pa bi si želela, da je naša ambicija, kar so tudi izkazali skozi dialog, ki smo ga imeli, kako v prihodnje zaščititi 350 000 hektarjev kmetijskih zemljišč. Poudarjam, brez zemlje, tako kot kmeta, ni hrane in brez hrane ni suverenosti. Podnebne spremembe prinašajo nestabilnost, zato v zakonodaji predvidevajo tudi ukrepe, kako pohitriti gradnjo namakalnih sistemov. Kot tretji steber je ministrica izpostavila mlade, ki so ključni za prihodnost kmetijstva. Želi, da bi država nudila ciljno podporo, s katero bi usmerjali ukrepe, predpise, sredstva, subvencije in postala še bolj trden steber vsem, ki so del kmetijskega sistema. Dodala je, da potrebujemo tehnološko napredne kmetije in digitalizacijo slovenskega kmetijstva.
Na Brdu pri Kranju je bila organizirana državna slovesnost ob Svetovnem dnevu civilne zaščite. To je pravi trenutek, da se zahvalimo vsem, ki nas v naši državi varujejo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hkrati pa skrbijo za učinkovito ukrepanje ob izrednih razmerah, skrb za premoženje, varovanje človeških življenj ter preprečevanje usodnih posledic za okolje. Plaketo s srebrnim znakom civilne zaščite sta prijela Matjaž Poniš ter Uprava za pomorstvo Koper. Pred dnevi so podobno podelitev podelili tudi v Ankaranu, kjer je potekala regijska podelitev priznanj civilne zaščite slovenske Istre. Predstavniki vseh 4 istrskih občin so bili priča 9 priznanjem, 4 bronastim in 5 srebrnim. Priznanje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi ter drugimi nesrečami so srebrni znak prejeli tudi PGD Hrvatini, Darje Lisjak iz PGD Krakauče ter Petra Majcen, prostovoljka v ekipah bolničarjev ter prva posredovalka pri območnem združenju Rdečega križa Koper. Za konec lahko še dodamo, da je bronasti znak civilne zaščite prejel še en prostovolec, Aleš Oven, in sicer za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Občina Ankaran je pred dnevi objavila razpis za najem njenih nepremičnin, in sicer 4 gostinskih lokalov, ki se nahajajo na Sveti Katarini, v Valdoltri, na plaži Študent in na Debelem rtiču. Prva 2 je možno najeti med majem in septembrom, druga 2 pa med junijem in septembrom. Samega obdobja najema ni možno skrajšati, se jih pa da podaljšati do konca leta, če je interes za to. Cene najema so različne, brez DDV-ja pa se gibljajo vse od 3 tisočakov za lokal Študent pa vse do 8 tisočakov v Valdoltri. Tisti udeleženci, ki želijo sodelovati v postopku izbire najprimernejšega ponudnika, bodo morali vplačati varščino za resnost ponudbe v višini izhodiščne vrednosti mesečne najemnine dotičnega lokala. Plačnik varščine mora biti ista pravna oseba, ki je oddala ponudbo za najem posamične nepremičnine. Na občini še dodajajo, da je ogled nepremičnin možen ob predhodni najavi. Ponudbe bojo zbirali do 27. marca, poleg osnovnih podatkov pa bodo morali vsebovati tudi višino ponujene mesečne najemnine in ime lokala, za katerega se potegujete. Javno odpiranje ponudb bo potem potekalo dan kasneje v prostorih občine Ankaran. Vse dodatne informacije so na voljo na spletni strani ter v času uradnih ur pri oddelku za gospodarske dejavnosti občinske uprave Ankaran. Vsako leto na današnji dan, 14. marca, obeležujemo Mednarodni dan matematike in dan števila pi. Primorska univerza je na Famnitu ta praznik izkoristila za organizacijo mednarodnega matematičnega tekmovanja Naboj, ki letos prvič poteka tudi na slovenskih tleh. Od leta 2005 ga sicer prirejajo širom Evrope, tako da se dijaki lahko primerjajo z najboljšimi po vsej celini. Tekmovanje Naboj poteka v drugih državah že 20 let. Začelo se je na Slovaškem prvo leto, potem se je razširilo na Češko in zdaj kar na 16 držav. In v Sloveniji letos poteka prvič, torej mi smo pripeljali to tekmovanje v Slovenijo, je matematično tekmovanje in posebnost je ta, da je ekipno, se pravi tekmujejo v ekipah 4 ali pa 5 dijakov, se pravi to je za srednje šolce, imamo jih razdeljene v 2 skupini, juniori, seniori, se pravi mlajši, starejši in tako zelo dinamično tekmovanje je, se pravi oni rešujejo in na začetku dobijo 6 problemov, ko rešijo enega, ga grejo oddati, dobijo novega, tako da je tako zanimivo, no? Dinamično. Danes imamo 32 ekip iz celotne Slovenije, praktično vse regije so pokrite, Štajerska, Dolenjska, Gorenjska, Osrednjeslovenska in seveda Primorska. Kakšne so pa nagrade? Danes se pravi priznanja dobijo vse 3 prvo uvrščene ekipe. Letos, ko smo res hoteli malo privabiti, smo pa dali tudi glavno nagrado za prvo mesto v vsaki skupini 500 evrov. Se pravi, v bistvu njihova šola dobi to nagrado, ker te današnje ekipe v bistvu predstavljajo svojo šolo. Je bilo interesa ogromno? Smo zadovoljni, glede na to, da prvič letos organiziramo, nismo vedeli, kaj pričakovati. Tako da v bistvu razpisali smo 15 mest, zdaj imamo 16 mest polnih v vsaki kategoriji, tako da smo zadovoljni. Na tekmovanju sta prisotni 2 kategoriji, mlajši dijaki, ki obiskujejo 1. in 2. letnik srednje šole, ter starejši dijaki, ki so v 3. oziroma 4. letniku. Težavnost nalog je primerna tako za tiste, ki nimajo izkušenj s tovrstnih tekmovanj, kot tudi za tiste, ki so že tekmovali na matematičnih olimpijadah.
Uspeh ni odvisen samo od individualnih sposobnosti, saj dijaki tekmujejo v skupinah, kjer je pomembno sodelovanje. Za začetek mi povejte, zakaj ste se prijavili na naboj tekmovanje? Smo hoteli probati, kako to izgleda in je zvenelo zelo zanimivo in smo hoteli malo tako testirati, koliko znamo. Ste prvič na takem tekmovanju, je matematika vaše najljubše področje? Je zelo zanimivo zame, ja, v šoli poskušam se trudim in mi je všeč reševati take naloge, ampak na takem tekmovanju sem prvič. Je zelo zanimivo, kako bo šlo. Ja, tako zelo veliko tekmovanje, tako da ja, prvič v bistvu. Ja, smo si že razdelili delo, kdo bo kaj delal, kako bodo ekipe sestavljene in tako. Ja, taktika je narejena zaenkrat. Tukaj so ekipe iz vse Slovenije, odkot vi prihajate? Iz Kopra. Actually jaz prihajam iz Ukrajine, ampak trenutno sem na gimnaziji Koper. Ja. Gimnazija Koper. Kakšen je vaš cilj? Se imeti lepo, se povezati, rešiti kakšne naloge, pravilno, tako zaželjeno. Matematika me je veselila že od malih nog in me je navdušila. In ko sem slišal, da prihaja novo tekmovanje iz matematike, sem brez pomisleka prišel. Se redno udeležuješ takih tekmovanj? Je matematika tvoje najljubše področje? Ja, veliko tekmovanj sem se že udeležil in to je nekaj novega zame. Prišli smo kar brez načrta, ampak važno nam je, da se potrudimo po najboljših močeh. Cilj danes je, da nismo zadnji. Skupine s po 4 oziroma 5 tekmovalci bodo morale v 120 minutah rešiti čim več različnih nalog, ki zahtevajo numerične rešitve. Zmaga ekipa, ki v tem času pravilno reši največ nalog. Kot je organizatorka naboja Ana Zalokar zagotovila, bo najboljša ekipa bogatejša za 500 evrov. V torek je v dvorani svetega Frančiška Asiškega potekala razglasitev najboljših športnikov občine Koper v minulem letu. Zmagovalce je izbirala Športna zveza Koper v sodelovanju z mestno občino. Vse navzoče je sprva nagovoril koprski župan Aleš Bržan, ki je poudaril zgodovinski trenutek, saj sta se prvič med prejemniki nagrad znašla športnika z olimpijsko medaljo. Pričakovano sta med posamezniki zmagala zlata olimpika, judoistka Andreja Leški ter srebrni kajtar s poletnih olimpijskih iger Toni Vodišek. Na odru se jima je pridružil tudi kapetan najboljše športne ekipe rokometnega društva Koper, Jaka Molk, ki je s svojimi soigralci drugič zapored zaigral na zaključnem turnirju četverice pokalnega tekmovanja. Podeljena so bila tudi druga številna priznanja, ki so jih prejeli športniki oziroma njihovi trenerji za uspehe na svojem področju. Taki so bili Brina Božič, Maja Šalabi, Valerija Rahle, Luka Fonda, Stjepan Janič ter Rado Gregorič. Za 20 let delovanja je posebno priznanje prejelo tudi Društvo borilnih veščin Jiu-Jitsu Obala. Koprski župan je častno listino za življenjsko delo v športu podelil Sonji Polšak, častni predsednici Športne zveze Koper. Vseh nagrajencev je bilo sicer 115, razdeljeni pa so bili v kategorije športnih dosežkov mladinskih in članskih kategorij, športnih dosežkov otroških kategorij, vrhunskih športnih dosežkov ter perspektivnih športnih dosežkov. Zaključil se je redni del državnega prvenstva v prvi slovenski rokometni ligi, kjer je na vrhu ljubljanski Slovan. Koprčani so v zadnjem krogu v areni Bonifika gostili favoriziran Trimo iz Trebnjega in tesno izgubili z 29-28. Za edini primorski klub je zelo slab prvi del sezone, saj so le enkrat slavili, enkrat remizirali ter kar 20krat izgubili. Kljub temu še nič ni izgubljeno, saj je letos sistem tekmovanja nekoliko spremenjen. Prvih 8 klubov se je razdelilo v 2 skupini, od koder se bosta 2 najboljša uvrstila v polfinale. Koper se bo v borbi za obstanek še 2krat pomiril s Krškim, Svišem in Ormožem. Glede na rezultate v rednem delu rumeno-modri začenjajo brez točk, Posavci z 2 točkama, Dolenjci s 4 točkami ter Prleki s 6 točkami. Omeniti velja, da smo zadnje mesto neposredno vodili v drugoligaško konkurenco, medtem ko se bo predzadnji v dodatnih kvalifikacijah pomeril z drugo uvrščeno ekipo prve B rokometne lige. Koprčani so med zimskim premorom hrvaškega trenerja Borisa Lisico zamenjali z Urošem Rapocem, ki je ob povratku na klop 6krat izgubil.
Navijači so pred zadnjim delom prvenstva vseeno optimistični, predvsem zato, ker so primorski rokometaši letos kar nekajkrat pokazali, da igrajo zelo dober rokomet. Kar 5 srečanj so izgubili samo z zadetkom razlike, med drugim tudi proti Gorenju in Trimu. Prizanesle jim niso niti številne poškodbe, ki so velikokrat skrajšale že tako kratek kader. Koprčani bodo lov za obstanek začeli v Ormožu, medtem ko bodo prvo domačo tekmo odigrali 29. marca proti Krškem. Ko te življenje tepe, se poberi in pojdi naprej. Živi dokaz za to so otroci. Poglejmo. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. V soboto 15. marca bo ob 19:30 v gledališču Trtini v Piranu na sporedu gledališka predstava Operacija Roko v izvedbi dramskega odseka Štandrež. Ljubitelji trših ritmov pa bodo ob 20:30 v Centru mladih Koper lahko praznovali 20. obletnico Hardcore Koper kolektiva ob koncertu mož metalcore zasedbe In Other Climes, heavy metal benda Reach AD in metallic hardcore zasedbe Sacra Bolt. Za nekoliko bolj umirjene ritme pa bo poskrbela skupina Gedore, ki bo ob 21:30 nastopila v Snack baru v Kopru. V nedeljo 16. marca bo ob 19:30 v Pokrajinskem muzeju v Kopru koncert v sklopu cikla Amabile z muzejem. Na odru se bodo predstavili Tomaž Petrač na klavirju, Robert Lakatos na violini, Roberto Papi na violini in Andrej Petrač na violončelu. V torek 18. marca bo ob 18. uri v gledališču Trtini v Piranu potekalo območno srečanje otroških gledaliških skupin, kjer bo otroška gledališka skupina Kepice predstavila predstavo Kraljična na zrnu graha. V sredo 19. marca bo ob 18. uri v Mladinskem centru Markovec City v Kopru pogovorni večer podcast Pogled, ki ga bo vodil Tomaž Kosmina, pogovarjal pa se bo s Klemnom Klemnom o glasbi in njegovemu umetniškemu ustvarjanju. V četrtek 20. marca bo ob 19:30 v Pokrajinskem muzeju Koper še en koncert v sklopu cikla Amabile z muzejem. Tokrat bodo nastopili Janez Podlesnik na violini, Karmen Pečar, koritnik na violončelu in Aleksander Serdar na klavirju. Ob 20. uri pa bo v gledališču Koper stand-up komedija Moška pamet, kjer bodo svojo duhovitostjo navduševali Vid Valič, Alen Masnek in Alen Borišek. Hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden. To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.